Ne bom jaz začel, ker v bistvu že vem, kam me boš vprašal. Dobro jutro. A veš, kje sem? Na jugu Španije. Sem me povabil Mercedes, zato da bom ne tegale, ampak tegale vzel v zobe, da vidim, zakaj gre. Avto, ki ga vidiš za mano, je Mercedes GLB. Kompaktni avto, 4,6 metra, ampak z par zelo zanimivimi posebnostmi. Po mojem najboljše, če gremo kar od začetka. Takole je izgledalo, ko sem včeraj priletel v Španijo, pa ko sem naredil prve kilometre. Včeraj z dizlom, danes je na vrsti pa AMG. Welcome to Frankfurt, ladies and gentlemen. We've just landed 10 minutes ahead of our scheduled time of arrival. Ok, zdaj pa zares. Najprej, a nima Mercedes že enega kompaktnega SUV-ja? GLC mu je ime. Ja, to drži. Ampak tale avto ima par trikov, ki jih GLC nima, ampak pojmo lepo počas pa po vrst. Pa mogoče najprej podatek, da Mercedes ta avtomobil primerja s triatlonci. A veš, hoteli so izpostaviti njegovo multitalentiranost. Mislim, da so omenili zmogljivosti, pa uporabnost, za ta tretjo pa ne vem. Če mene vprašaš, bi sem noter lahko vrgel tudi dizajn. Zato, ker se enkrat malo posvetiš obliki, vam in grede maske, glede na izvedenko se razlikujejo. AMG ima takšne pokončne prečke, ta navaden ima pa takšne. Vidiš razliko? AMG, navaden. AMG, navaden. Zelo je poseben. Na en način je malo škatlast, če uporabim najbolj preprosto besedo. Ampak, ko se spustiš pa v detajle, pa zelo hitro ugotoviš, da je GLB postal Mercedesov posebnež, ki pride do oblike. Ene vrste ekscentrik v familiji. Vsaka familija ima enega, a ga nima. Audi recimo ima, kjer ga ima Audi? A7 recimo, BMW ima, kaj ima pa BMW? X4 mogoče? Dobro, ampak če gremo nazaj na obliko, a veš, kaj bi jaz izpostavil pri tem avtomobilu? Dobro, ta AMG ima večje platišče, ima bolj agresivne odbijače, ampak nekaj, kar je pa skupno vsem, za začetek, poglej, rahel dvig tele karoserijske linije, poudar njegova močna ramena, tako pravi Mercedes, pa ne samo to, če se boš pelil po blatu, poglej, pragovi avtomobila so skriti. To je drugače tudi ena fora, ki je zelo pogosto pa na dober način uporabljajo tudi pri Land Roverju. A kdaj ti pa to prav pride? Če ti avto userješ na snegu, v blatu, ko ven stopaš, ne rabiš skrbeti, da si boš umazal hlače, krilo. Pa mogoče preden gremo naprej, ker vem, da vas že malo matra, če že imam AMG-ja, dajmo se najprej posvetiti prav temu avtu. A veš, GLB AMG 35, to je točen ta avto, pomeni novo najnižjo stopnico v svet AMG SUV-jev pri Mercedesu. Pa če te zanima, kaj to pomeni, ko pridemo do zmogljivosti. To pomeni 2.0 bencinar, twin scroll turbo s 306 konji, s 450 Nm navora, pa pospeškom do 105,2 sekunde. Takole zgleda zadek, dva ločena izpuha, pa seveda oznaka na zadku GLB 35. Pa dvosklopčen menjalnik, prilagodljiv štirikolesen pogon. Vse ta pogonski sklop pravzaprav že zelo dobro poznamo. Iz kje? Recimo iz A35 AMG. Pa tudi kabina je malo luštna. Poglej, takole zgleda delovno okolje voznika. Tudi grafika je takšna, ki jo drugače v običajnem GLB-u ne boš najdel, se pravi takšna prilagojena AMG izvedenki, vidiš? Poglej, tukaj na volanu imaš dve stikali, s katerimi lahko prilagajaš nastavitve vozila. Zdaj imamo na sliperi, individual, comfort, sport, pa mislim, da še sport plus. Jep, vse skupaj vidiš pa tudi tukaj na sredinski konzoli, vidiš?
Drugače pa, ko pridemo do kabine, to okolje že zelo dobro poznamo. Iz kje? Recimo iz CLA-ja, pa iz B-ja. In če že govorimo o kabini, ostanemo še malo pri prostoru. Zakaj sem ven stopil? Ker sem hotel pokazati na točen tole. Prostor med prvim in drugim kolesom. Govorimo o bedosju. A veš, tole je Mercedesov že 8. kompaktni avto, ampak z najdaljšim medosjem. 2,8 pa še nekaj metra. In s tem si je Mercedes omogočil nek manevriran prostor, zaradi česar so v zadek avta lahko spravili še dodatna 2 sedeža. In to je pravzaprav največji prostorski trik tega avtomobila. Kompaktni avto, ampak s sedežema 6 pa 7. No je pa še nekaj res, gre za stvar doplačila. Tale avto, tale AMG, tega doplačila namreč nima, bom pa vsem pokazal kufer. A veš zakaj? Zato, da izpostavim prostornino. Če ti butneš dol drugo vrsto, je potem placa v tem avtomobilu za 1809 litrov, se mi zdi. Zdaj pa moja naloga, da najdem en avto s 7 sedeži, pa da pokažem, kako se skupaj izgleda. No, takole izgleda v prtljažnik 7-sedežne variante, valjda sta sedeža položena v dno. Zdaj pa jaz zagrabim tole, potegnem ven te prvega, potegnem tukaj, potegnem ven te drugega. Saša nastavil zglavnike. Okay. Za doplačati je Jurija 400, mislim, da, ampak ne dobiš sam 7 zicov, dobiš še pomično zadnjo klop. Zdaj pa še ta glavna stvar, koliko je prostora. Ne pričakujte, da, ker vsem govorimo o avtu kompaktnega razreja, da je dovolj prostora za enega normalnega odraslega, ampak jaz sem dosti majhen, mogoče mi rata. Je pa to drugače rešitev, valjda, bolj za otroke. Do višine mislim, da tam šlo 170, gremo probati. Saša? Ja. Daj sedeš go. Ok, hvala. No evo, 175 sem visok, predstavljam si, da je kakšno krajšo pot, čak sem malo, da še tole prilagodim. Bi se dalo odpeljati brez problemov, to se pravi ne samo za otroke, tudi za Cirila. Veš kaj je najboljša stvar? Če imaš 7 zicov ali pa če nimaš, v vsakem primeru se prostornina prtljažnika čist nič ne spremeni. Pa govorila so o prostoru v drugi vrsti. Ja, pa pazi, tole res ni nič fejka, ne. Zic je nastavljen recimo za nekoga, ki je mogoče malo večji od tebe, ne. Ja. Pa lej, koliko placa je. Tudi zaradi oblike sedeža, ne. Kakšna oblika, ne. Ja, ja. Tole je res komotno. No, zdaj idemo predelati pa še tech stuff. Po tej plati GLB-ja na en način že poznamo, zato ker združuje vse to, kar smo spoznali že pri A-ju, B-ju, pa tudi večjih Mercedesih. To seveda pomeni zelo napredno varnostno opremo, podprto z vsemi sistemi, ki v sodobnih avtomobilih seveda morajo biti, opremljene tudi s sistemom MBUX. Ne bom jaz začel, ker v bistvu že vem, kam me boš vprašal. Pol je boljši scenarij, če ni scenarija, tako da dej. Ajde, dej vprašaj, kaj pa kao ti mene vprašaš. Ja, ej, kaj pa AMG si že pel? Pa ne prekrižati roke, ko voziš avto. Včeraj sem ga vozil. In? Tak je ni brutalen, zvezno vleče, to, kar v bistvu hoče od nekega križanca, malo bolj, da je sporti. Se pravi, so tudi rekli, da ne bojo šli na 45, ker nima smisla. Se pravi, hoče samo, da je neka malo bolj sporti varianta, kar se tiče podvozja, motorja, handlinga. Noče pa iti v ekstreme, tako kot pri A-ju. No zdaj pa tako, če so se Saša že usedla v AMG-ja, se spodob, da pogledamo, kakšna je izkušnja po dinamični plati in točno koliko je Saša rekel. Avto daleč od tega, da bi bil brutalen. Sedim pa v SUV-ju. Nagibanje v ovinkih je vseeno nesmerno veliko, ampak daleč od tega, da tudi ne bi bil sposoben zadovoljiti bolj zahtevenega voznika. Jaz sam sebe, še posebej, ko prije do zavojev, smatram kot bolj zahtevenega voznika in to, kar mi avto v tem trenutku da, kljub temu, da ne rukne brutalno, pa da ni zvočna kulisa takšna, ki bi si jo mogoče kakšen tipičen AMG voznik želel, se mi zdi, da sem kar zadovoljen. Gripa je dost, avto luštno potegne. No, tako vidiš, trasa pa ni sestavljena samo iz hitrih pa lepih ovinkov, ampak Mercedes poskrbi, da se avto preizkus pele, tudi v okoljih, kjer se bo dejansko verjetno še bolj pogosto znašel. To so pa urbana okolja. Avto je pa, se sem že rekel, 4,6 metra je dolg, kompaktno, tako da prevelikih problemov se po telih ozkih ulicah nimava muvati. No tako, in zdaj se mi zdi, da o GLB-ju mimogrede hud kombo, veš vse te glavne stvari. Če potegnem črto, Saša je dober rekel. Design statement, da je avto tako malo škatlast, so uporabili vse poprit. Prvič, ker so dobili atraktiven, zelo tak svojstven oblikovni stil, drugič pa zato, ker so potem to obliko uporabili za to, da imajo uporaben avto. V drugi vrsti veliko prostora, konec koncev, tudi jaz pašem v tretjo vrsto. Za koga je pol to avto namenjen?
Ja, mlajše družine z 2, mogoče s 3 otroki. Pa še beseda o vozni dinamiki. Če govorimo o običajnem GLB-ju, poudarek na udobju. Če govorimo o AMG-ju, bi ga ziher uvrstil v zgornjo tretjino po voznih lastnostih sodeč. Mal je podoben celo Porschevemu Macanu, samo da tisti avto mogoče še z malo več vesela, zagrab v vin, za zaključek pa samo še cena. Od švok 37 jurjev naprej. Ja, eno stvar sem pozabil še omeniti, 4-kolesen pogon pri tem avtomobilu ni stalen. Se pa s pomočjo elektronsko nadzorovane sklopke na zadnji osi vklapla po potrebi, je pa precej pameten, na kakšen način avto že dostikrat vnaprej ve, tudi če recimo primer stoji, ali bo potreboval 4-kolesen pogon ali ne in ga vklopi še preden ti spelješ. Zakaj in kako? Kupenih parametrov je, oziroma stvari, ki jih avto računa in vnaprej napove, ali ga bo nucal ali ne. Ena izmed stvari, recimo, ki jih upoštevajo tudi naklon vozila, pa koliko so vsi nagnjene, pa tako naprej. Nič, to je pa res zdaj to. Si še kaj pozabil? Ziher. Ajde.